Oddaja Radioaktivno. Vsak torek med 18 in 20. Sveža slovenska glasba. Glasbeni gostje. Doza slovenske glasbe. Moje ime je Zoran Predin, vi poslušate oddajo Radioaktivno. S njegovo mamo ni bilo heca, s kuhlo je vzgojila sina, da bo v širnem svetu vedel, kaj je bolečina. Življenje ni asfalt, je makadam, obe roki na volan. Njegova žena, ista mama, s taščo dobro sodeluje. Vsako jutro ga zbudi s poljubom in mu narekuje. Življenje ni asfalt, je makadam, obe roki na volan. Obe roki na volan, obe roki na volan. Življenje je zajeban makadam, obe roki na volan. Njegova punčka, cela babi, s nasmejanimi očmi, mu rada v retrovizor reče, ko se v šolo ji budi. Rada te imam, ampak saj veš, obe roki na volan. Obe roki na volan, obe roki na volan. Življenje je zajeban makadam, zato obe roki na volan, obe roki na volan. Življenje je zajeban makadam, obe roki na volan. Zdaj sedi na svoji zvezdi in ostro protestira, ko nas gleda dol na svet, ki bo eksplodiral. Pun kufer vas imam, bogovi. Za povezavo pritisnite lojtro. Obe roki na volan, obe roki na volan. Življenje je zajeban makadam, zato obe roki na volan, obe roki na volan. Življenje je zajeban makadam, zato obe roki na volan, obe roki na volan. Življenje je zajeban makadam, obe roki na volan. Obe roki na volan, obe roki na volan. Življenje je zajeban makadam. Festival Repanonija letos v prenovljeni podobi dodatno širi svoj domet. Del njega bo 26. junija tudi Zoran Predin z bendom. Zapojmo vsi, Štajerska se veseli. Tako se začenjajo pravi dogodki. Tudi festival Repanonija. Vabim vas na koncert Zoran Predin benda 26. junija v Križevce.
skupino Lačni Franc bomo zbudili od mrtvih, mu dali obe roke nad volan in s praslavanom in trobentami začinili, pa malo zadihali za ovratnik, prepevali pozno v noč in se skratka fajn imeli. Ne zamudite, dobrodošli. Štajerska se veseli. Boštjan, upam, da se bo veselila več kot Štajerska, saj Sledi nekaj sveže glasbe. Hrepenim po spremembi, da uidem v nov svet. Tudi na izi se daš mir, ki potrebujem ga. Oglasijo se. Zini, Boštjan Leben, Les Brutus, Mil Margot in Rokoborci. Zato pa komaj čakam na spet poletje. Eyes so wide, heartbeat fast. This world's a prison and I'm looking for escape from fear. Brez besed bova težko. Se to lažim. Kmalu intro. Urbani skupine Batista Cadillac, ki predstavlja novi singl Nehal sem iskati. Pesem govori o ponovnem odkrivanju občutka, da smo zares živi takrat, ko smo zadovoljni sami s sabo oziroma s tem, kar smo. Album pa Batista predstavlja mogoče v malo bolj moderni preobleki. Na albumu je 9 komadov, narejenih čisto po naše in brez kompromisov, in z rezultatom smo izjemno zadovoljni. Tako da mislim, da morate priti v Križanke to slišati. Dobra muzika bo, dober žur bo in ne smete manjkati. Batista Cadillac in Radioaktivno. Preden odprem oči, vse je jasno. Ta dan bo moj in ga nikomur ne dam. Čas porabil bom na pravem mestu, ko bom našel prave ljudi. Danes se je prav, kar je narobe, ko živim, ne štejem svojih napak. 6 je lahko 9, ker to verjamem. Prvi zdi se, da dihat znam. Skoraj nehal sem verjeti, da obstajam. Občutek, da sem živ in ko me svet priganja, lahko sem tu, v mojih sanjah tu, še verjamem tudi, če se jutri izgubim. Hej, 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 grem na prvi vlak in ne izstopim, dokler ne znajdem se na koncu sveta. Zvečer počakal bom, da vsi zaspijo in luno bom vzel svojo dlan. Danes se je prav, kar je narobe, ko živim, ne štejem svojih napak. 6 je lahko 9, ker to verjamem. Prvi zdi se, da dihat znam. Tu, v mojih sanjah, tu, še verjamem. Tu, v mojih sanjah, luna danes sveti. Nehal sem iskati in zdaj je bolje. Nehal sem iskati in zdaj sem bolje. Nehal sem iskati in zdaj je bolje. Stari vdih nad zrakom vesolja. Nehal sem iskati in zdaj je bolje. Nehal sem iskati in zdaj sem bolje. Nehal sem iskati in zdaj je bolje. Stari vdih nad zrakom vesolja. Glasbeni gost.
Du, Zini, Urban, zdravo. Pozdravljeni. Zanimiv duet sta, dva bratranca skupaj. Tako, v bistvu sva mlajši pa starejši bratranec. Vsak prihaja oziroma vsak ima neko osnovo iz nekih drugih glasbenih zvrsti, vsak je pod vplivom nekih drugih izvajalcev in oba kar konkretno rada eksperimentirava z nekimi novimi zadevami, novimi inštrumenti in sva se odločila, da bova malo se poigrala z vsem, kaj pride, vsem, kaj nam pade na pamet. Prepletata različne glasbene zvrsti in je na prvem mestu rap. Ja, osnova neka oblika hip-hopa, načeloma je kot osnova nek beat, potem pa se igrava z, ne vem, vse, kar nam pride na pamet, naprimer neki 80s stil, kaki hiperpop, jaz prihajam iz malo bolj trših zadev, kot je rock and roll, Matija pa je malo bolj iz bolj nežnih vod, tako da narediva tudi kako baladico, kako akustično zadevo ali pa tudi mogoče kakšne malo bolj heavy metal riffe dava na nek beat, ampak načeloma pa je rap, pa bova priznala, da tu pa tam se malo poigrava z autotunom. No. Nekaj skladb je že za vama, kar kaže, da nista novinca. Ne, v bistvu mi dva sva začela približno 3-4 leta nazaj se malo igrati, tako čisto preprosto, poprešerno, vsak vikend sva se nekaj dobila, sva se zafrkavala. Potem sva rekla, da nam je oziroma sva opazila, da nam je kar hitro šlo, da sva naredila kar neko zajetno količino komadov, vse nam je kar lepo hitro steklo, sva rekla, zakaj mogoče ne bi šla kaj bolj resno v to. In sva nabrala že kar nekaj komadov, tako da zdaj pripravljava svoj EP, ki je dokaj kontrasten, malo nežnih reperskih komadov, pa tudi mogoče kakšna malo bolj jezna zadeva. In del tega EP-ja bo tudi skladba Poletje? Tako. Skladba Poletje pa je šla za ravno to nedeljo, prejšnjo nedeljo, govori o našem najljubšem letnem času. Absolutno verjamem, da je to naš od vseh najljubši letni čas, če se imaš klimo doma, ampak drugače pa je to kot neka oda poletju, za katerega tudi pripravljava spot, je v izdelavi, ki bo prišel ven 21. junija. Torej na prvi poletni dan. Tako, prvi poletni dan. Je pa potem to skladba za poletno uživanje, za vroče dni, ob pijači in ležanju ob vode. Tako. Tu pa tam se mogoče pojavi tudi kakšna ljubezenska zadeva, kot seveda poletje vedno pripelje zraven. Ja, tako si rekel. Hladna pijača, dobra družba, nič drugega ne rabimo, da smo dobre volje, da smo veseli in da pozabimo na vse stvari, ki nas buzerirajo doma. Potem pa pride jesenska streznitev. Tako, potem pride jesen. Tudi ni sicer z jesenjo nič narobe, ampak poletje je boljše, ne bomo kar priznali. Kdaj pa načrtujete, da bi EP išel? EP bo pa prišel enkrat sredi poletja, mogoče proti koncu poletja. Nimamo še zaenkrat točnega datuma, ker se še zaenkrat tudi odločamo, kateri komadi bodo sploh del EP-ja, ker jih ima zaenkrat približno 14-15, kaj bi bila najboljša kombinacija za EP, ampak enkrat konec poletja, takrat pred začetkom tistih obveznosti za rahlo razvederitev. Do takrat verjetno še kakšen singl? Ja, načeloma planirava, da bo tudi okoli oktobra prišel kak singl za še ena taka malo bolj popiš 80s zadeva. Bova videla, kako nam bo to uspelo, ampak načeloma planirava, da bo kar konkretno spevna in prijetna zadeva. Nek način kot poletje, ampak mogoče malo bolj energična. Bo pa ta aktualna sedaj tudi v našem radijskem etru, zato Urban. Kakšno bo poletje? Poletje bo super, planiranje je že nekaj dopustov, ogromno sproščanja in ogromno dobre glasbe, dobre jedače, tako se spodobi. Pozablo boš na mene, lepo vreme. Nikoli nisem mislil, da mimo tak hitro. Imela Need for Speed in poproje nitro. Morje boje pitko in smo čakali plimo. Okoli hodo nagi pa še vedno za Švico. Čakali, da menjamo klimo. Zatekan stile skimo, ful preveč mrzim zimo. Zato pa komaj čakam na spet poletje. V zraku je cvetje, v moji glavi retje. Komaj čakam na spet poletje, kak je lepo mete, res težko začeti. To poletje je bilo eno začetek, za med letom samo čakam, da bo spet petek. Poletje je ljubezen, vedno sem na spanje, sonce vsak dan. Lažje biti pijan, jaz ne maram biti tezen. Vse, sploh nima veze, ko je poletje. Nehal sem deklica, ko ura pol petje. 100 let nisem plačal računa za gretje. Komaj čakam, da bo spet poletje, v zraku je cvetje, v moji glavi retje. Komaj čakam, da bo spet poletje, kak je lepo mete, res težko začeti. Na 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 na, oh, na 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 na.
postavlja sonce, vidim kak je vroče. Oh yeah, hočeš, nočeš, žvigali pekaj, enkrat more bit konec, voliti se počutim, kot da moje je vesolje. Zato pa komaj čakam na spet poletje, v zraku je cvetje, v moji glavi red je. Komaj čakam na spet poletje, kak je lepo mete, res težko začetje. Ker komaj čakam na spet poletje. Komaj čakam na poletje. Ker komaj čakam na poletje. Komaj čakam, komaj čakam, komaj čakam na spet poletje. Komaj čakam na poletje. Spet padajo me noži in hočem naprej. Med luno in morje, kjer obzorje nima mej, pa hočem res naprej. Zakaj osiram se nazaj? Vsak večer, vsak prost moment, vsak sončni vzhod in vsak objem. Kot prestrašen zvok, ki išče harmonijo not, sem kot glasba na begu, odkrivam svojo pot. Hrepenim po spremembi, da uidem v nov svet. Želim si tja v vetru, da utrgam ta veniči cvet. Hrepenim po pozabi, da pomaga ti spleteti, da ti še kar me čutiš in jaz hočem leteti. Želela sem, da odideš in ti si odšel, a tvoja energija je ostala kot odmev. Prekrila sem jo s perjem, si obljubila, da ne bom upala, želela, verjela v njen vonj. Verjela v njen vonj. Nebo se je stemnilo od čustvi okrašenih ptic, ognjem med vseh peruti spet zbudil je meni klic. Hrepenim po trenutkih, narisali so nama svet. Potujem k njim v misli in hočem, da so spet. Hrepenim po občutkih, ki barvali so najno sled. Prepuščam se jim sanjam, kdaj hočem tam ujeti. Hrepenim po trenutkih, narisali so nama svet. Potujem k njim v misli in hočem, da so spet. Hrepenim po občutkih, ki barva
ali so najnoslej, prepuščam se jim sanjam, kdaj počem tam ujeti. Skrivnostna glasbenica Žane predstavlja tretji singl Glasba na begu in istoimenski drugi studijski album. V nadaljevanju ne preslišite. Boštjana Lebna, ki s singlom Once napoveduje album Traces. Begging the day to outlast the night, I so wide. Glasbeni gost. Boštjan Leben, zdravo. Pozdravljen. Si glasbenik v širokem smislu, ne nazadnje na glasbenem prizorišču prisoten že več kot 30 letja. Drži. Za to je potem verjetno tudi kar nekaj projektov. Ja, zadnji album Traces je 12. v vrsti, kar se tiče avtorskih zgodb. Poleg gledališkega dela, televizije in ostalih eksperimentov. Kar pomeni, da si tudi žanrsko zelo raznolik. Ja, recimo, težave so pri žanrskem označevanju mojih projektov, ja. Ampak to ima drugi, jaz jih imam manj, pač vplivo je enostavno preveč. In v kakšen žanr greš z novim projektom Traces? Na založbi v Zagrebu so mi rekli, da je to folk soul. Ne vem, Ivet ima svojo glasbeno preteklost, precej bogato, tudi prihodnost upam. In je tudi žanrsko zelo neopredeljiva, nekaj dela od do spremljevalnem bendu, recimo Stevie Wonderja, do čisto klasičnih glasbenih projektov, pa do sodelovanja s svojim možem Miroslavom Tadićem, kjer gre za povezavo Amerikane in pa makedonske glasbe oziroma glasbe Balkana, skratka džeza, bluza do balkanskih viš. Ta album je označen, Traces je naslov, je označen kot folk soul. Ne vem, prvič sem slišal za ta izraz, ste tudi mene presenetili, tako da jaz se težko žanrsko opredelim. Omenil si že pevko, s katero sodeluješ, kako sta prišla skupaj? Ja, to se je zgodilo nekega večera v Zagrebu, po koncertu. Večerja, na večerji moj prijatelj, kitarist Miroslav Tadić, ki ga poznamo iz zasedbe oziroma iz kombinacije z Vladkom Stefanovskim, Ivet Holzvart, oba živita v Los Angelesu in zraven je bila tudi njuna poročna priča, to je Rada Šerbedžija. Pogovor o vsem mogočem, na koncu tudi o moji glasbi, ki je v tistem času nastajala in hrepenela po materializaciji oziroma vsaj formi. No, za začetek ni se še vedelo, v katero smer gre, glede na vplive, ampak Ivet je predlagala sodelovanje in tako se je začelo. In začelo se je skladbo Once. Pravzaprav se ni začelo skladbo Once, ampak zdaj, če mi dovoliš malo monologa, vse, kar bom povedal, da ne zvenelo preveč mistično in ezoterično, ker dejansko ni. Problem je samo to, da težko najdem besede za nek svoj ustvarjalni proces. Tako da Traces je bolj album, za katerega imam občutek, da se mi je zgodil. Že od nekdaj imam te sinestezije, to so nekakšni ti vidni vtisi pri zaznavanju glasbe, gre za barve, podobe, oblike. Sicer to ni nič posebnega ali kak poseben dar, to ima pač mnogo ljudi. Pri tem albumu sem skušal nekako črpati navdih pod narekovaj. Pač iz nekih stvari, ki niso nujno direktno povezane z glasbo, recimo od začetka tega procesa ustvarjena, spravi nastanka albuma Traces, začetek povezujem z ogledom filma Nostalgija od Tarkovskega, ki je ena mojstrovina brez glasbe in skušal sem si predstavljati, kakšna naj bi bila glasba za ta film, kako bi delovala, če film umakneš, če stoji sama zase, brez prizorov in ki si jih potem poslušalec pač ustvari sam. Potem je tu še poezija Pabla Nerude, sprva bila ideja uglasbitev njegovih pesmi z neko govorjeno besedo. No, vmes sem slišal še neko improvizacijo ameriškega avantgardnega kitarista Marka Riboja. Med tem poslušanjem so se mi pojavljale podobe ženske iz vasi na jugu Italije, ne vem kaj, kako, ne znam to razložiti. No in potem jasno, ko Ivet predlaga to sodelovanje, je to šlo vse čisto na drugo smer, postala nekakšna precejšnja glasbena avantura, nekakšno popotovanje tudi po moji glasbeni preteklosti, ki je, kot so že rekla, žanrsko precej težko opredeljiva. In tudi če poslušaš cel album, se mi zdi, da deluje kot celota, kot neka zgodba. Tako da ta Once je pač singl, ki ga je zbrala založba. Oni mislim, da imajo boljši občutek za takšne stvari, kot pa jaz. Je skladba Once potem tudi nek sprehod v preteklost? Ja, Ivet pravi, Ivet je avtorica tekstov, ne. Ona pravi, da te pesmi razmišljajo vsaj tekstovno o minljivi naravi življenja, da nič ne miruje, da se stvari vedno premikajo, spreminjajo, bledijo kot nekakšna zamegljena fotografija z dolgo osvetlitvijo ali pa oblake, recimo, ki potujejo nad glavo, to je predvsem
skladba Once. Besedila ujame prizore, ki so sami po sebi minljivi. Skratka, v skladbah se ona sprašuje, kaj puščamo za seboj. Bilo bi pa potrebno pogledati tudi, kaj bomo pustili naprej. Tako. Ja, kaj bomo pustili naprej? Je to konkretno vprašanje? Mogoče razmislek za takrat, ko bo album išel, to bo nekje v jeseni. Ja, album napoved je, da naj bi se to zgodilo v začetku septembra. Kaj sledi, glede na to, da ona živi v Los Angelesu, jaz pa v Celju, kako se bo to razvijalo in odvilo naprej, to je res skrivnost. Da nimam odgovora na to vprašanje. Če naredimo nek presek, potem se srečata ravno nad Atlantikom. Ja, recimo. Tako. Bova pa sedaj skladbo poslala tudi v naš radijski eter, zato Boštjan, beseda je tvoja, da jo pospremiš na pot. Tako, glede na to, da pri albumu Traces gre za opazovanje nekih minljivih trenutkov in priznavanje njihove krhkosti in poskus ugotavljanja, kaj ostane, ko stvari začnejo bledeti, naj se tudi poslušalci vsaj za teh 4 minut posvetijo in ustavijo. Once you were small and feared the plains overhead. You covered your head and hid in the sheets of your bed. Eyes so wide, heartbeat fast. You feared your life would rush right past. In every blink, in every move, you felt the love that you might lose. Once you were small, you held on tight, begging the day to outlast the night. Eyes so wide, heartbeat fast. You feared your life would rush right past. In every blink, in every move, you felt the love that you might lose. Darkest night, you saw a star falling towards earth. You watched it burn in the sky like a whisper, a silent birth. Once you watched the world begin to unfold, one breath at a time. You learn
Znova poslušajte na spletu. Radioaktivno. Se tudi na izi se da živeti, se tudi ne rabiš vsega imeti, tudi na izi ne pa sem busy business life. Se tudi sam bit, zna bit fajn. Preizkušeno življenje, včasih prav prekleta razpetost med moroti in moči. Še niti enkrat mi niti modrosti spodmaknila, pa če še tako se trudi kdo spodnesti jo. Zato če ti še na modernem guru prodaja sam cilje in uspeh, ne, to ne gre. Ja, kje pa pot je, kje je bit, kje je narava in kje smo mi, ja, kje smo pri tem mi vsi, ki smo eno in vse v vsem. Se tudi na izi se da živeti, se tudi ne rabiš vsega imeti, tudi na izi ne pa sem busy business life. Se tudi sam bit, zna bit fajn. Po vseh prestanih preizkušnjah, po borbi za preživetje, po zastavljeni družini, to je šele izziv, ne draga? Še zmeraj se včasih, brez skrbi, zberemo v krogu, si pogledamo v oči, se objamemo, pogovorimo, zakorimo tudi ogenj in glasbujemo. Se tudi na izi se da živeti, se tudi ne rabiš vsega imeti, tudi na izi ne pa sem busy business life. Se tudi sam bit, zna bit fajn. Sam bit. Tudi si zivi se da živeti, ne rabiš vsega imeti, tudi na izi ne pa sem busy business life. Central imajo novo skladbo na izi. Čez nekaj trenutkov Nas iz zapora rešijo Last Brutus. glasbeni gost. Last Brutus, Janko, zdravo. Pozdravljen. Ste alternativni rock band iz Maribora, novinci na glasbenem prizorišču? Pa v bistvu novinci po eni strani, glede na to, da smo komaj sedaj izdali prvi single, drugače smo pa že ustvarjamo v bistvu pa že kar let. Začelo se je vse v najstniških letih, kar je nekje 13-14 let nazaj. Torej imate kar neke glasbene kilometrine, verjetno tudi iz drugih zasedb. Tako je, tudi prejšnje zasedbe smo imeli, vsak je bil član nekih zasedb različnih, tako da tukaj smo dokaj, neko količino nastopov imamo za sabo, ampak v tej zasedbi, kaj smo trenutno, pa še v bistvu lahko rečemo, da smo novinci. Sedaj ste Last Brutus. Tako je, sedaj smo Last Brutus, ja. In kdo še poleg tebe v zasedbi? V bistvu zasedbo tvorimo 4 člani. Marko, bobnar, Brane, kitarist in Žan, vokalist. Jaz igram bas. V bistvu, če tako na kratko, Marko, Brane in jaz smo začeli ustvarjati pred tako nekje 13 leti. In potem smo imeli kopico različnih vokalistov, predvsem vokalistk. In pač nikoli se ni nekako išlo, vsak je mogoče imel malinko drugačne interese. Tudi mlajši smo bili, nekatere je pot popeljala čez mejo in tako naprej. Potem smo imeli eno obdobje, ko v bistvu smo ustvarjali v različnih bendih
in se kasneje ponovno združili, dokler se leta 2022 ni pridružil Žan in potem smo končno nekako dobili pevca, ki smo ga želeli, ki se je vklopil v celotni koncept benda, ki ima podoben žanr oziroma glasben okus kot mi. In ja, takrat je v bistvu celotna zadeva končno začela špilati, kot smo že predčasno upali, da bo. Skupaj združujete različne vplive, v osnovi je to rock, kar je slišati tudi v vaši skladbi Prison. Ja, v bistvu je pač rock je tak širok spekter, no. Rekel bi, da smo mogoče tak alternativni rock. Vsak izmed članov ima nek svoj okus, ampak na koncu pač združuje nas rock. Ne vem, kitarist je mogoče malo bolj pristaš Metalike, zato so tudi kitarski rifi in vse to malo podobno, oziroma pač bolj hard verzije, ne. Jaz sam kot basist, recimo mi je všeč Red Hot Chili Peppers in take zadeve, kar mogoče ni čisto neki tak tipični rock. Medtem ko bobnar prihaja bolj iz funka, naš pevec pa je malo bolj odprt v bistvu za več različnih zvrsti, od starejšega roka do novega roka, tako da smo nekako to združili, neko celoto. Kot sem prej omenil, ste sedaj izdali novo skladbo. Je to skladba o raznih zaporih, tako notranjih kot zunanjih? V bistvu bolj ali manj je mišljeno o notranjih zaporih. Je to vsak manj, sploh ko si starejši, začnejo neke stvari mučiti, oziroma pač prideš do neke točke, ko se ti kaj zdi, da ne delaš prav, da je nekaj spremenil, malo se primerja z vrstniki, vse takšne zadeve, no, in je v bistvu mišljen kot mentalni zapor, ne, in v bistvu kako priti iz tega ven. Torej neke vrste omejitve. Tako je, omejitve, katere po mojem se soočamo vsi v življenju. Dodali ste tudi video podobo? Video spot je snemal bobnar Marko, mislim tudi se ukvarja s fotografijo in s posnetki že skoraj da celo življenje. In je pol rekel, da najboljše, da pač on skupaj skomponira tole, tako da smo v bistvu imeli prostore, katere smo lahko koristili in smo potem dokaj hitro tole skupaj izpeljali. Janko, skladba je tu, kako pa naprej? Sedaj smo izdali ta prvenec, studijsko smo posneli, zdaj bi danes rekli temu EP, torej 6 komadov, ki bojo zdaj počasi začeli prihajati ven. Zdaj smo se skoncentrirali seveda na tale single, ampak zdaj nimamo točne časovnice začrtane, ampak do konca poletja bojo izdani vsi tile komadi in seveda pač ciljamo na koncerte in da se predstavimo širši javnosti. Torej se bomo še slišali in aktualno pa sedaj poslali tudi našim poslušalcem. Zato Janko, koga boš zaprl? Upam, da bomo z našo glasbo zaprli oziroma našli vse, ki so željni malo bolj divje glasbe oziroma malo bolj, kako bi rekel, močnega roka z spevnimi refreni in melodijami. Seveda tisti, kateri dajo dost poudarka na besedilo, verjamem, da se bodo v besedilih našli tudi noter, kateri pa pač uživajo ob poslušanju glasbe brez nekih, kako bi rekel, poglobljenih razmišljanj, bodo pa tudi lahko lahkotno poslušali našo glasbo.
poslušalci, z vami smo skupina Harpier in poslušate oddajo Radioaktivno. Prazno, brez ta sreča, kaj pogrešam, mi v sanja glavo meša. Me sprašuje, če mi je tuje, to, kar zdaj mama še žaluje. Kar imel sem, bilo je huje, to, da vedno želiš obuje. Nisem brez poguma, da preplavi me to, kar sem po naravi. Slej kot prej se past pojavi, kadar znajdeš se v skušnjavi. Zakaj ustrajaš, raje spusti, slej kot prej se boš zapustil. Harpier ter njihov Mir, ki zaključuje album Človek. Ne preslišite še? Ali je Mimi Margot brez besed. Brez besed bova težko, brez besed ne bo lahko. Glasbeni gost. Mimi Margot, Jure, zdravo. Zdravo, živijo, lepo zdrav. Prihajate s skladbo Brez besed, se misli, da bo to instrumental, pa temu ni tako. Res je, malo drugače smo zastavili. Govori pa skladbica tek o dveh, recimo o parčku, ko se kaj dosti ne pogovarjata, pa bi pa rada kaj več, ampak brez besed pač ne bo šlo. Tudi dejanja so pa včasih malo premalno. Na tak način smo si zamislili. Tudi ti moraš v pesmi marsikaj povedati, težko si brez besed. Res je. Ja, mislim, glede na to, da smo zdaj zastavili ploščo počasi, ne, da se je v 5 letih nabralo dosti materijala, imamo kar veliko za povedati. Brez besed je prva izmed pesmi, na kateri bomo pač probali poslušalcem predstaviti naše delo v zadnjih 5 letih. Pa upamo, da jim bo tale pesmica všečna. Je potem tudi to skladba o trenutkih, ko si nečesa ne upamo povedati? Tudi, ampak je pa čisto odvisno od vsakega posameznika, kako se bo na zadevo odzval. Mislim, da vsi, ko smo bili en malo zaljubljeni, pa ko mu je bila kakšna oseba všeč, je včasih bilo težko kaj povedati. Pa mogoče se ta pesmica malo nanaša tudi na to, da pač brez besed pa smo včasih ostali brez tistega, kar bi si želeli. Verjetno pa je komunikacija v tej tehnološki dobi kar težavna, zato smo velikokrat brez besed.
res je, lažje je napisati, kot pa povedati svoja prava čustva, kar bi pa včasih bilo veliko boljše. Pesmi ste nadeli tudi video podobo? Tako, ja. V bistvu smo sodelovali z prostovoljci, to so študenti iz Evrope, delujejo v društvu v Medvodah, tako da so nam preskočili malo na pomoč, naredili so si en tak projekt, v sklopu katerega so pač kot prostovoljci, so nas posneli, tako da je rato en tak res lušen video spot, na katerega so oni ponosni, mi smo pa tudi veseli, da ga imamo. Jure, prej si omenil album, koliko še ga manjka? Načeloma 3 pesmi so posnete, zastavili smo jih 11, počasi delamo na njih cele 3 dni. Prejšnje 3 dni smo bili v studiu, kjer smo snemali za vseh ostalih 8 pesmi Bobne pa bas, zdaj pa v naslednjih tednih pa nadaljujemo z ostalimi inštrumenti, vokali in kar je pač potrebno. Neki ful se nam ne mudi, bi pa radi, da so vse pesmi posnete tja do konca leta, glede na to, da zdaj prihajamo v poletne mesece, ko gremo večina na dopuste. Kar se tiče pa izida albuma, ga bomo probali pa potisniti čim prej, tako sem pa rekel, ne mudi se nam pa neki zlono, počasi. Bova pa sedaj malo hitreje šla tudi v radijski eter z aktualno skladbo, zato verjetno ne boš ostal brez besed. Ja, jaz ne, upam pa, da bojo ostali brez besed, kak je super. Tako. Ko kradeva si pogled, da pelje majhen nasmeh. In dobro veva, da nekaj v nama iskri, in to dovolj je se zdi. A za naju ne drži. Voščim ti lep večer, pospremiš me do vrat. Nesel bom s seboj, da imam te rad. In čutiš, da žal ti bo, ker puščaš me v noč. Ko zapiraš vrata v slovo. Se piševa to, vse tisto, kar bi lahko. Spregovorila, da mogoče nekoč, neko magično noč, usne nama zavrte. Brez besed bova težko, brez besed ne bo lahko, le dejanja so premalo, na srce se ne bi balo, odpreti sanjam skupnega sveta. Brez besed bova težko, brez besed ne bo lahko, le dejanja so premalo, na srce se ne bi balo, odpreti sanjam skupnega sveta. Brez besed. Znova poslušajte na YouTubu. So Pero in Alen, skupine Aliens. Poslušajte oddajo Radioaktivno in bodite radioaktivni. Ta zgodba je preprosta, jo marsikdo pozna. Najdeš jo posod, kjer prijatelji so doma. Najde se jih nekaj, običajno sta pa ta. Dve duši dvojčici, dva prijatelja, heroja kamnoloma, sanjaren je na glas.
Friziranje motorjev, preklinjanje za špas, šolskim lumparijam čez dvorišče se mudi. Konec je otroštva, življenje že hiti. Marinero in lavoro, marinero in lavoro, marinero in lavoro, vedno pravi ta. V življenju imaš vse, če imaš prijatelja. Marinero in lavoro, marinero in lavoro, marinero in lavoro, vedno pravi ta. V življenju imaš vse, če imaš prijatelja. Aha. Z motorjem sam na morje ali pa gost za 3 dni. Staršem sive lase, vse dijaške dni. Indijansko poletje na koncu pritrdi, da pravi mož postaneš, ker vojska utrdi. Z delom en začne, ga drugi dokonča. Prvi mal pokvari, drugi poravna. Eden kot vijak, drugi matica. Le skupaj znamo se in skupaj zmoreva. Marinero in lavoro, marinero in lavoro, marinero in lavoro, vedno pravi ta. V življenju imaš vse, če imaš prijatelja. Marinero in lavoro, marinero in lavoro, marinero in lavoro, vedno pravi ta. Je skupaj znamo se in skupaj zmoreva. Vedno manj pogosto, na leto le par dni, veselo šraufata, da se kar kadi. Drugačna mes prijatla, tu je ljubica. Ena je zdravnica, druga učiteljica. Marinero in lavoro, marinero in lavoro, marinero in lavoro, vedno pravi ta. V življenju imaš vse, če imaš prijatelja. Marinero in lavoro, marinero in lavoro, marinero in lavoro, vedno pravi ta. Le skupaj znamo se in skupaj zmoreva. Marinero in lavoro, marinero in lavoro, marinero in lavoro, vedno pravi ta. V življenju imaš vse, če imaš prijatelja. Marinero in lavoro, marinero in lavoro, marinero in lavoro. Marinero in lavoro ter skupina Aliens, to je pesem o prijateljstvu, ki ostane tudi, ko čas beži. Sledi akustični trio Rokoborci številko 79. glasbeni gost. Rokoborci, Simon, zdravo. Živa, pozdravljena Slovenija. Ste nova zasedba, nastala v šali? Ja, v bistvu malo za šalo, malo za res. V bistvu je šlo za eno željo našega kolega, dobrega prijatelja, ki je opraznoval na okroglo obletnico in si je zaželel, da bi imel en band. In potem je prišel kar na idejo, vse tule ste sami muskontarji, vsak zna nekaj igrati, zakaj pa ne bi nekaj spravili skupaj. In tako je nastal trio Rokoborci. Iz vseh vetrov glasbe, 2 leti nazaj naredili trio. Sicer prvi koncert je bil v električni verziji, potem smo se pa odločili, da bomo striktno akustično glasbo igrali, ker je prišlo kar nekaj ponudb za koncerte in smo rekli, zakaj pa ne. Smo v bistvu ostali band od takrat. Kdo še je zraven tebe v zasedbi? Marko na basu, Hočevar, in pa na bobnih Robert Dobrišek, s katerim sva igrala tudi pri Petru Lovšinu, Španskih borcih. Tako da že ima vsak desetletja tudi kilometrov in glasbenih izkušenj za sabo. Ime pa lahko beremo na 2 načina, ali ste rokoborci, da se borite za rok, ali pa ste rokoborci, da se borite na tatamiju oziroma v ringu. V bistvu vsega pomalem, ker naši koncerti so kar divji. Prvo se borimo za
V osnovi se pa borimo seveda za rock glasbo. Sedaj je tudi tu... Ker se tudi napiše rodsko borci. Ne? Ampak poslušalci tega ne vidijo. Ja, zato je me treba povedati. Evo. Sedaj je tu tudi vaša prva skladba, naslovljena 79 oziroma 79. Kaj sporočate z njo? To je v bistvu gre pa za malo starejšo besedilo, ki sem ga sam napisal že kar nazaj, mogoče tudi 2 desetletja nazaj celo. Ampak v glasbili smo ga pa pač zdaj smo se odločili, da bi pa mogoče dobro izpadlo, glede na to, da smo v taki zasedbi akustični in mislim, da je prav lepo izpadlo. V bistvu pa govori čisto enostavno o življenjski poti nekega nekoč fanta, zdaj moža. In tudi v bistvu video smo pred kratkim izdali, smo ga posneli, in je tudi uprizorjeno nekako železniška proga, vlak, ki drvi naprej in pa seveda ležerna vožnja z avtom, kabrioletom, oldtimerjem, tako da ponazarja pač neko življenjsko pot. Vi še vozite na parno lokomotivo? Tudi. Tudi parna lokomotiva je zraven. Glede na hitrost slovenskih vlakov je ta čisto dovolj. Čisto dovolj, no, ne bo škode, nobenega ne bo zadev. Simon, skladba je sedaj med poslušalci, kako razmišljate naprej? V osnovi smo mi bolj, kako bi rekel, komercialen band, no? Čeprav imamo kar širok repertoar glasbe, igramo trenutno predvsem kar samo privat zabave, ker ljudje nas dost najemajo za privat žurke, fešte in za to temo tudi ne objavljamo nekaj datumov, ne, ker bi bilo malo nerodno, da bi mogoče nekomu na rojstni dan prišlo na mest 50 ljudi, pa 300. Tako da zaenkrat ostajamo pri tem koncerti, čim več koncertirati, imeti se dober, pa vsake toliko časa plasirati en avtorski komad. Seveda dober, ne. Ki ga bova sedaj poslala tudi v radijski eter, zato te ta številka umirijo? Odlično. Ja, zaenkrat še, no, ali pa mogoče če dali bolj. Ugledal luč tega sveta, videl, izkusil nekaj trpljenja, tu ni prostora niti za dva. 7-9 je moja Rosfrej generacija, prišel bo čas, bom naredil otroka in ženi kupil psa. Povej, kar misliš na glas, veliko krat ti bo zmanjkalo moči, a vedno imej odprte oči. Sam sem vrata odprl, stopil čez in se zatrl. Strah nas je in govorimo 7-9 je naša Rosfrej generacija, prišel bo čas, ko se bom udal, odšel na samo in pod soncem zaspal.
Več informacij na YouTubeu, Instagramu in na Facebooku. Pogled v prihodnji teden pove, da se oglasi Hautman. Za konec vam Boštjan vrtim še Urško Minor s skladbo Attention. I'm not sure if I can make it. Is it just beyond my reach? Or will the world teach me to take it? Teach me to take it. Searching for moments I don't deserve. In this fight for approval, looking for someone new to serve. Why do we crave attention when it brings out the worst in us? Why do we crave attention when it brings out the worst in us? Fading away, fading away, fading away. I'm still begging for affection, balancing this stupid crowd. Maybe I just need protection to hold me down. What's my gain from understanding? I'm playing games of being so much more and acting like I'm not demanding. I keep pretending. Why do we crave attention when it brings out the worst in us? Why do we crave attention when it brings out the worst in us? Radioaktivno.